Lepo pozdravljeni. Skrb za prihodnost otrok. Tako smo naslovili tokratno oddajo. Prepričana sem, da ni starša, ki ne bi želel priskočiti na pomoč svojemu otroku, mu zagotoviti varno prihodnost. A kako? Na to vprašanje bomo iskali odgovor v tokratni oddaji. Z menoj v studiu je Alenka Janžekovič-Kavšek iz Nove Ljubljanske banke, direktorica podružnice Dolenjske, Bele krajine in Kočevja. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Tako je, da imajo otroci pač veliko želja, potreb in ciljev. In kateri so tisti ključni cilji, pri kateri naj jim priskočijo starši na pomoč, če le zmorejo? Seveda je odgovor na to vprašanje odvisen od vsakega posameznika. Vsak posamezen starš se odloča o tem, kakšnim prioritetam bo dal prednost, se odloča o tem, kje bo otroku priskočil na pomoč. Pa vendar, ko se srečujemo s starši, ko se med sabo pogovarjamo, lahko v bistvu te cilje nekako uskupinimo v tri skupine. Običajno želijo seveda starši ustvariti neko rezervo za socialno varnost za svojega otroka. Se pravi, nek znesek privarčevanih sredstev, ki ga otrok porabi, ko ga pač potrebuje. Drugi varčevalni cilj, ki se v zadnjem obdobju zelo pogosto pojavlja oziroma se z njim srečujemo, je varčevanje za potrebe izobraževanja. Vsi vemo, da je izobraževanje pač pomembno tudi za starše in da je povezano tudi z dodatnimi stroški. Tretje obdobje, v katerem je mogoče tudi prav oziroma v katerem starši želimo našim otrokom pomagati, pa je obdobje oziroma čas, ko se otrok osamosvaja, ko si ustvarja družino, ustvarja svoj dom. Tako da v bistvu, ko govorimo o varčevanju za otroke, nekako se pravi, govorimo o teh treh vrstah osnovnih ciljev varčevanja za naše najmlajše. Ampak kako? Na kakšen način, ali če rečem drugače, s kakšnimi stvarmi naj starši poskušajo doseči to socialno varnost za ne le otroka, za svojo družino? Ja. V prvi vrsti seveda mora vsaka družina poskrbeti za tisto res najosnovnejšo socialno varnost. Vsekakor priporočamo, da poskrbijo za zdravstveno zavarovanje, da zavarujejo tisto stanovanjsko hišo oziroma stanovanje, v katerem prebivajo, da ga pač premoženjsko zavarujejo. Potem pa seveda pride na vrsto že življenjsko zavarovanje. Življenjsko zavarovanje je še posebej primerno za družine z šoloobveznimi otroci oziroma z nepreskrbljenimi otroci, saj so otroci od nas odvisni. Mi, če pač pristopimo k eni od oblik življenjskega zavarovanja, s tem nekako zagotovimo svoji družini neko stabilnost, da v primeru nekih neljubih dogodkov lahko pride tudi do smrti enega od roditeljev, da pač zagotovimo tisto stabilnost družini, da tudi prebrodi takšne res neljube dogodke. Vsekakor pa predno se družina odloča o varčevanju oziroma se odloča, za kateri so tisti cilji, ki bo ona namenila sredstva, je prav, da ustvari tudi neko tako imenovano varnostno rezervo. V banki zdaj pogosto govorimo o varnostni rezervi, to je nek znesek privarčevanih sredstev, ki je namenjen temu, da krije tiste ključne stroške družine v primeru, da umanjka dohodek za recimo nekaj mesecev. Kakšne možnosti življenjskega zavarovanja pa so na voljo? Ja, nekako poznamo dve bistveni obliki življenjskega zavarovanja. V prvi fazi govorimo o klasičnem življenjskem zavarovanju. V tem primeru gre
smo zavarovani zgolj za primer smrti. Kot sem že omenila, zelo pomembno je, da kolikor imamo v družini šoloobvezne oziroma nepreskrbljene otroke, da v primeru, da se nam kaj zgodi, otroci lahko to krizo nekako prebrodijo, da zagotovimo določen vir dohodka oziroma prihodka za družino v tem primeru. Zdaj, ta oblika življenjskega zavarovanja, se pravi klasičnega življenjskega zavarovanja, ki nas zavaruje zgolj za primer smrti, ima to prednost, da so zavarovalne vsote razmeroma velike. Potem imamo pa še drugo možnost, ta druga možnost pa omogoča, da smo življenjsko zavarovani in da hkrati tudi nekako zraven varčujemo. Se pravi, v primeru, da ne pride do zavarovalnega primera, rečemo temu, se pravi, da doživimo v tisto obdobje, za katero smo se zavarovali, dobimo tudi določena sredstva na svoj račun, ta privarčevana sredstva na svoj račun. Zdaj, v tem primeru ločimo dve obliki, ključni obliki. Eno je življenjsko zavarovanje z varčevanjem z zajamčenim donosom, druga ključna oblika je pa življenjsko zavarovanje z varčevanjem v vzajemne sklade, kjer smo pa potem je pač znesek privarčevanih sredstev odvisen od trenutnega stanja, recimo na trgu, ko pač zapade ta polica življenjskega zavarovanja. Kakšno izbiro pa imajo starši, če se odločijo pomagati svojemu otroku pri izobrazbi ali pa nakupu stanovanja? Seveda imajo starši množico izbire. Odvisno pa je od tega, predvsem kako oddaljen je ta njihov cilj, kdaj so se pač odločili pričeti z varčevanjem, kakšna sredstva namenjajo temu namenu, temu cilju, in pa tudi od njihovega odnosa do tveganja. Vkolikor so starši dovolj zgodaj začeli z varčevanjem, začnejo lahko tudi z minimalnimi pologi, priporočamo, da varčujejo tudi v bolj tveganih naložbah, ki običajno prenašajo večje donose. Se pravi, lahko se odločijo za varčevanje v delnicah, obveznicah in podobnih produktih. Seveda pa bodo zelo težko samostojno dosegli neko primerno geografsko razpršenost naložb, panožno razpršenost naložb, zato v bankah priporočamo varčevanje v vzajemne sklade, kjer pravzaprav lahko to in geografsko in panožno in namensko varčujejo. Vkolikor nimajo starši nekega odnosa do tveganja, vkolikor ne želijo tvegati, pa se seveda lahko odločijo tudi za dolgoročno varčevanje pri banki. Sklenejo lahko varčevalni produkt, ki je za 3 leta, pa skozi do 30 let, lahko tudi vmesne dobe. Se pravi, možnosti imajo v resnici veliko. Se pa morajo sami pri sebi nekako odločiti, kakšen je tisti njihov odnos do tveganja in kakšni so tisti pričakovani donosi, ki jih pač pričakujejo za dosego tega svojega cilja. In če se odločijo za varčevanje v vzajemnih skladih, kakšne možnosti imajo na voljo? Zdaj, v naši družbi ponujamo produkte, ki jih ustvarja za nas družba NLB Skladi, ki je članica skupine NLB. V tem primeru lahko stranka izbira med 15 podskladi krovnega sklada in tu so nekako pokrite vse ključne naložbene kategorije in pa naložbena področja. Na ta način lahko pač stranka nekako obvladuje to tveganost in primeren donos. Zdaj priporočamo seveda tudi, vkolikor začnejo z manjšimi pologi, da pristopijo ne zgolj samo k skladu, ampak da pristopijo k varčevalnemu načrtu skladov in res vplačujejo neke minimalne zneske oziroma manjše zneske mesečno, periodično v ta varčevalni načrt. Tukaj prednost vplačevanja v sklade ali pa varčevalne načrte je v tem, da gre za izjemno fleksibilen produkt, da lahko v bistvu poljubno nalagamo na te račune
in pa v primeru, da pač denar res potrebujemo, lahko tudi del sredstev, pač del teh točk vzajemnega sklada odprodamo in pač ustvarimo tisti cilj oziroma porabimo sredstva za namen, za katerega smo se za to odločili. No, v zadnjih časih veliko prebiramo v medijih različnih o izračunavanjih otroškega dodatka, kjer se menda upoštevajo tudi sredstva v varčevanjih. Kako je s tem? Se sedaj manj starši odločajo za varčevanje? Ja, izjemno veliko vprašanj in informacij kroži na to temo v zadnjem obdobju. Res je, da se pri odmeri socialnih transferjev upoštevajo tudi sredstva, ki jih imajo, se pravi, varčevalci na računih pri bankah in pa tudi na svojih sredstva, ki jih imajo na svojih transakcijskih računih. Je pa pomembno povedati to, da tudi če imajo sredstva na računih, to ne pomeni, da gre v osnovo za izračun tega socialnega transferja celotna privarčevana sredstva oziroma celotna sredstva, ki jih imajo ljudje na svojih transakcijskih računih, ampak se izračunava tako imenovani fiktivni dohodek, ki bi jih pač stranka lahko dosegla s tem premoženjem. Če bom rekla zelo poenostavljeno ponazorim, v primeru, da imate na banki privarčevanih 10.000 evrov, da imate na svojih transakcijskih računih se recimo tisočaka, potem se bo izračunal ta fiktivni dohodek od teh sredstev, ki je recimo na mesečni ravni nekje 8 evrov in teh 8 evrov se bo prištel k vašim prihodkom, na osnovi katerih se bo izračunaval ta upravičenost do socialnega transferja. Seveda so pa mogoče za bolj podrobno razlago pa le tukaj drugi naslovi za razlago tega izračuna. V grobem pa nekako tako deluje. No, če vzamemo za primer 4-člansko družino, ki se odloča za nakup stanovanja. Kaj bi svetovali takšni družini, ki želi pomagati svojemu otroku pri nakupu stanovanja? Se pravi, pomembno je, ko se družina odloča o tem, kako bo varčevala oziroma za kakšen cilj bo varčevala, da se dovolj zgodaj odloči za ta namen. Pomembno je tudi, kakšen ima odnos do tveganja in kakšen delež mesečnih prihodkov je pripravljena usmeriti v varčevanje za uresničitev tega cilja, ki si ga je pač družina zadala. V tem konkretnem primeru bi verjetno, oziroma v primeru bi verjetno predlagali tako, da družina del sredstev, del sredstev, ki ga nameni za varčevanje, sklene neko postopno varčevanje pri banki, se pravi neko klasično obliko varčevanja, drugi del pa nameni recimo varčevanju v vzajemne sklade ali v naložbeno življenjsko zavarovanje. Če nekoliko povzamemo, kaj so prednosti varčevanja v bankah. Prednost varčevanja, postopnega varčevanja v bankah je, da gre za izjemno transparentno varčevanje, da je obrestna mera vnaprej znana, da mi lahko v bistvu polagamo poljubno na te varčevalne produkte z trajnim nalogom, da se odločimo sami, koliko bomo pač namenili temu varčevanju. V primeru nekih viškov lahko tudi na te račune polagamo določena sredstva. Kaj smo privarčevali, kaj nismo privarčevali, lahko običajno spremljamo preko elektronske banke, da vidimo, kje smo do dosege cilja. Drugi del je pa verjetno smiselno, da se odločimo za nekoliko bolj tvegano varčevanje, hkrati bomo pa s tem bolj tveganjem običajno dosegli tudi večje potencialne donose. In mi bi verjetno tukaj stranki predlagali varčevanje vzajemne sklade, recimo sklenitev nekega varčevalnega načrta,
To je lahko varčevalni načrt z pologom, kjer potem stranka tudi s trajnim nalogom nakazuje sredstva naprej. Od ponedeljka dalje pa ponujamo tudi še bolj fleksibilen varčevalni načrt, ko stranka lahko v bistvu začne tudi z varčevanjem v varčevalni račun vzajemnega sklada, tudi po 40 evrov mesečno brez prvega pologa. Na ta način bomo nekako uravnotežili in tveganje in pričakovane donose in bomo nekako bližje uresničitvi tega cilja. Možnosti je torej veliko in obstoja tudi možnost, da se stranka, da se starši oglasijo v banki, da jim svetujete na osnovi njihovih individualnih ciljev, možnosti, pri kom se lahko oglasijo? Ja, seveda vedno vabimo naše stranke, da se oglasijo pri bančnih svetovalcih. Mi smo v zadnjem letu izobrazili kar veliko število svetovalcev za osebne finance, ki izvajajo te svetovalne pogovore. Na teh svetovalnih pogovorih seveda poskušajo strankami nekako doseči oziroma spoznati, kakšni so tisti cilji, za katere se je stranka odločila, da bi varčevala in kakšen delež prihodkov je za to namenjen. Potem pa pač izberejo glede na cilje, glede na odnos do tveganja, glede na znesek potencialnega varčevanja, se potem pač skupaj odločijo, kateri so tisti produkti, ki so najbolj primerni za konkretno stranko. Kdaj pa začeti varčevati za varno prihodnost svojega otroka? Verjetno ni vseeno, kdaj začnemo. Vsekakor ni vseeno. Čim prej je verjetno tisto prvo pravilo. Namreč prav je, da se zavedamo tudi te časovne vrednosti denarja. Če začnemo dovolj zgodaj, lahko, kot sem že večkrat danes omenila, tudi minimalnimi zneski, 20–40 evrov mesečno, bomo po določenem času že nekaj privarčevali in tudi ta privarčevani denar bo v bistvu ustvarjal nam dodatne prihodke. Zato res spodbujamo stranke, da začnejo dovolj zgodaj in pa postopoma glede na trenutne zmožnosti. Da tudi te zmožnosti pač prilagajajo, da povečujejo ali pa celo zmanjšujejo pač tisti mesečni znesek, ki ga namenjajo varčevanju, ampak da vedno nekaj privarčujejo. Verjetno pa lahko starši k varčevanju pritegnejo tudi stare starše. Ja, seveda, več kot nas bo sodelovalo pri uresničitvi nekega cilja, večja gotovost je, da bomo do tega cilja prišli in pa seveda tudi hitreje bomo prišli. Zdaj, pri sklepanju varčevanj strani starih staršev je potrebno opozoriti na to, da je potrebno soglasje staršev ali skrbnikov otroka, če želimo skleniti na to za njegovo ime. Sicer pa tudi nekako svetujemo oziroma priporočamo družinam, da nekako otroke spodbujajo k varčevanju tudi s tem, da ko jih želijo nagraditi, da jih nagradijo z denarjem in seveda jih usmerijo k varčevanjem recimo pri banki. Da mogoče ob nekih rojstnodnevnih zabavah, ob nekih dogodkih, ki jih obeležujemo, ne kopičimo nekih stvari, ampak podarimo neko malenkost in ostalo namenimo na nek sklad za prihodnost tega našega otroka. Omenili ste, če stari starši pomagajo varčevati za prihodnost svojega vnuka, mora biti soglasje staršev. Kaj pa, če bi to bil nekdo, ki ni v sorodu, pa bi želel skleniti depozit, varčevati za prihodnost otroka, je to potem sploh možno? Ja, vedno ta možnost obstaja, ampak vedno je potrebno soglasje starša ali te osebe, za katero se varčuje, vkolikor gre za polnoletno osebo. Tukaj bi mi seveda lahko tudi priporočili, da taka oseba ali starš, teta, stric, kdorkoli,
odpre varčevanje zase in kot sprostitveni račun navede račun otroka, otroški račun, ki ga ima pač ta otrok odprtega pri banki. Še enkrat poudarjam, tudi zato potrebuje soglasje starša. Vkolikor bi bila sprostitev na varčevalni račun polnoletne osebe, pa rabi pač soglasje tudi te osebe. Omenili ste že varčevalne navade otrok. Pomembno je, da jih čim prej poskušamo privzgojiti, torej tudi v zelo rosno mladih letih. Ja, seveda, otroci se v prvih 10 letih tudi že navajajo na to, kako z denarjem ravnati, kako obvladovati svoje potrebe, kako obvladovati svoje želje, kako v bistvu začeti z varčevanjem. Zato je prav, da v bistvu cela družina nekako pristopi k varčevanjem, da se o tem v družini nekako tudi pogovarjajo in pač skrbijo za to, da del denarja nekako otroci privarčujejo. Mi še vedno spodbujamo starše, da začnejo z otroci pač zbirati te kovančke, da prihajajo na banko, da otroci potem pač opazujejo, da so nekaj zbrali, da so zbrali neka sredstva in da si za ta sredstva lahko pač nekaj tudi kupijo oziroma zadovoljijo neko željo, ki jo imajo. Odvisno seveda od otroka, od njegove starosti, lahko je to, ne vem, boljše kolo, tenis lopar, karkoli si, običajno so tudi to računalniki, skratka to, kar si otrok želi. Kaj pa žepnina? Nekateri starši se odločajo dajati otroku žepnino, drugi ne. Kakšen je tu bančni nasvet glede žepnine? Mi v bistvu priporočamo, da se otroku že dovolj zgodaj v bistvu da žepnina. S tem ga mi v bistvu navajamo na ravnanje z denarjem. Kot sem že rekla, da otrok mora razumeti, da si vsega pač nikoli ne more privoščiti, da mora te svoje prioritete in želje nekako obvladovati. In če mi otroku damo žepnino, da on prosto razpolaga z njo, bo nekako počasi doumel, da je smiselno, da del teh sredstev privarčuje in da si potem pač uresniči neko željo, ki jo ima. Začnemo seveda z varčevanjem v šparovčkih, potem pa pač z dajanjem žepnine in varčevanjem v banki. Kako pa določiti višino žepnine? Verjetno je smiselno ne preveč in ne premalo. Zdaj, tako je, vedno smo starši tisti, ki se moramo odločiti, kakšna višina je za našega otroka primerna. V začetku je prav, da je ta žepnina v gotovini, da jo damo vedno na rok in da otrok pač jo ali porabi za varčevanje ali pa za neke manjše želje, ki jih ima. Kasneje je prav, da to žepnino namenimo na račun. Ko pa se odločamo o višini žepnine, je pa eno tako, rečemo temu splošno ali pa pravilo, da naj bo ta višina v višini 2 do 4-kratnika otrokove starosti. Se pravi, ko je manjši manj, ko je starejši že nekoliko več. Prav je tudi, da ko otrok je že pismen, ko že so vezani določeni periodični stroški nanj, da mu žepnino oblikujemo tako, da je del lahko porabi za uresničevanje želj, del pa za poravnavo obveznosti. Če mi v bistvu otroku damo žepnino in pričakujemo, da bo iz te žepnine poravnal recimo stroške mobilne telefonije, recimo, da bo poravnal pristopnino k športnim društvom in kaj podobnega, bo otrok začel razumevati, kako pomembno je, da je finančno discipliniran, da del teh sredstev razporedi tako, da neke obveznosti res na rok poravnava in običajno seveda mi priporočamo tudi, da je ta žepnina tako visoka ali velika, da v resnici lahko otrok del tudi privarčuje. Še en moment bi tukaj omenila, če otrok plačuje obveznosti svoje sam, bo poskrbel, da bodo tudi te obveznosti mogoče nekoliko manjše.
da bo pač lahko zadovoljil neke svoje druge želje ali potrebe. Torej zelo zgodaj začnemo za to vzgojo. Zgodaj začnemo z navajanjem in potem pač dodajamo obveznosti otroke. Nudimo mu pravzaprav osnovno finančno opismenjevanje. No, za konec najinega pogovora pa se dotakniva še enega področja, to je postopno varčevanje. V bankah imate več oblik postopnega varčevanja. Kako naj vemo, katero izmed teh oblik izbrati in čim se razlikujejo? Kot že rečeno, pri vsakem varčevanju je prav, da najprej usmislimo nek namen varčevanja. Se pravi, zakaj mi želimo varčevati, kakšna je tista pričakovana doba, se pravi, kdaj želimo nek cilj uresničiti in pa seveda je pomembno tudi to, kakšen je naš odnos do tveganja. Ko se odločamo o tem, kako izbrati primeren produkt oziroma primerno storitev za nas, je prav, da se pač oglasimo v bančni poslovalnici, poiščemo svetovalca za osebne finance in se tam nekako dogovorimo, skupaj najdemo tisto obliko varčevanja, ki je za nas pravzaprav najbolj pomembna. Torej, če govorimo o prihodnosti otroka ali pa o katerem drugem področju, bi dejala, ko vas tako poslušam, da je pametno oglasiti se v banki in poiskati informacije. Te so verjetno brezplačne. Potem se lažje odločimo, kaj zmoremo in kaj ne zmoremo in katero obliko je smiselno uporabiti. Seveda, svetovalne storitve, ki jih nudijo naši svetovalci za osebne finance, so brezplačne. Gre pa pomembno pri tem pa je povedati tudi to, da je potrebno pač osebnemu temu svetovalcu nekako zaupati, kot sem že rekla, zakaj želimo varčevati, kakšne so naše misli, ki nas ob tem prevevajo, da nam bo potem res lahko kvalitetno svetoval in pa nam svetoval v tisti smeri, ki je pravzaprav za nas res individualno najpomembnejša. Prav je, da si v bistvu naše stranke vzamejo čas, da naredijo seveda razmislek najprej pri sebi, potem pa se pač pogovorijo še z svetovalcem za osebne finance. Torej, skrb za prihodnost otrok, tako kot smo naslovili tokratno oddajo in ji namenili največ pozornosti, je prisotna pri slehernem staršu, ampak ko vas poslušam, tudi z majhnim denarjem, tudi z majhnimi koraki, če začnemo zadosti zgodaj, je možno pomagati, zagotoviti varno prihodnost svojemu otroku. Ja, seveda. Naš cilj vedno mora biti, da del prihodkov, ki jih imamo, nekako usmerimo v varčevanje, da smo finančno v bistvu nekako bolj stabilni, bolj gotovi in verjemite, se bomo tudi boljše počutili. Dolgo časa smo nekako stremeli k temu, da je smiselno varčevati zgolj neke velike zneske. Ni res. Smiselno je pač pogledati svoje mesečne izdatke, mesečne stroške, pogledati, kje jih lahko zmanjšamo in to zmanjšanje nekako usmeriti na različne oblike varčevanja. Pomembno je tudi, da smo pri tem striktni, da smo pri tem dosledni, da se držimo tistega cilja, ki smo si ga zastavili. Gospa Alenka Janžekovič-Kavšek, direktorica podružnice Dolenjske, Bele krajine in Kočevja, podružnice Nove Ljubljanske banke, hvala za vaše izčrpne odgovore. Hvala tudi vam. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa hvala, ker ste bili v naši družbi in želim vam lep, prijeten preostanek večera.